Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Gost tedna. Nocoj bomo govorili o rudniku Trbovlje-Hrastnik, o njegovem lanskem delovanju in o tem, kaj ga čaka v letošnjem letu. Zato smo v studio povabili direktorja rudnika Trbovlje-Hrastnik, gospoda dr. Janeza Žlaka. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljeni, dober dan. Pa se kar zazriva v leto 2017. Kaj je bilo uspešnega, kaj so bili izzivi, kako ste se spopadali z njimi? Ja, leto 2017 je bilo zaznamovano predvsem s dokončnim odplačilom dolga do bank, s prodajo hčerinske družbe v glavnini. Največ sredstev smo pridobili s to prodajo in banke poplačali, tako da rudnik RTH nima več dolgov, kar je zelo pomembno za nadaljno zapiranje in kasnejšo likvidacijo. To je bil en segment. Recimo so bili dolgovi. Drugi, za mene še pomembnejši, kadrovski del. Z vsemi zaposlenimi, ki so odhajali v teh 2 letih mojega mandata, sproti 16-17, sem se osebno pogovoril in smo skupaj našli za njih najbolj optimalno rešitev. In verjamem, da bo tako tudi v tem letu. To je drugi segment, to je kadrovski del, tudi nekako realiziran. Tretji segment v okviru programa pa je seveda ekonomsko-prostorska sanacija površin teh degradiranih jamskih vhodov. Ta pa se intenzivno vrši, se bo vršila tudi v tem letu in nekako po zakonu oziroma po programu mora biti končana do 31.12.2018. Tako, pa se ustaviva najprej pri družbi Spekter. Nekaj časa je bilo celo v igri, da bi morda, če Stanovanjski sklad Republike Slovenije ne bi odkupil, da bi to storila občina Zagorje ob Savi. Kaj je pomenilo to zagotovilo za vas? Res je. Z gospodom Švaganom smo govorili tudi v tej smeri. Treba se zavedati, da banke so zelo trd pogajalec. In pri njih, če se malo izrazim po domače, ni milosti. In ti, ko enkrat zamudiš plačilo obroka, se kar hitro zgodi, da te potisnejo bodi si v stečaj, bodi si obesijo na premoženje, začnejo one prodajati in potem se začnejo same težave. Tako da mi smo imeli več teh rezervnih variant, če bi prodaja oziroma dogovor s Stanovanjskim skladom padel v vodo. In ena izmed opcij je bila tudi prodaja Zagorski občini, vendar več kot do teh pogovorov nismo prišli in potem se iskati tudi ni potrebno, saj se je posel speljal z Stanovanjskim skladom. Verjamem, upam, da za najemnike, za Savčane najbolj optimalna rešitev. Torej v tisti fazi se ni za njih nič spremenilo? V fazi prodaje se za najemnike ne spremeni popolnoma nič, zamenjal se samo lastnik in verjamem, da bo Stanovanjski sklad v stanovanja, v obnovo vlagal še bolj, kot je vlagal rudnik kot lastnik oziroma posredno Spekter do sedaj. Tako. O zaposlenih ste omenili, koliko vas je trenutno? Na rudniku nas je trenutno še 22, plus jaz kot direktor in vsi zaposleni so že tudi letos opravili razgovor z menoj, dobijo odpoved pogodbe za zaposlitvi 12. oktobra, imajo potem odpovedni rok in na 31.12., tako kot predvideva zakon, pač je RTH, zakon se bo končal, tudi brez zaposlenih. Ti zaposleni, ki so še, si iščejo v katerih spektrih nove zaposlitve, so imeli možnost morda kakšne prekvalifikacije ali je morda možnost v tem, da se površine, da se bodo ohranjale morda za turistične namene in tako naprej in da se bodo še vedno potrebovali njihovo pomoč? Ja, skozi te razgovore nekako lahko te zaposleni tudi delimo v 3 skupine. Nekaj zaposlenih je takšnih, ki ima pogoje za upokojitev, bodi si po Bratuškovem zakonu, bodi si poklicno, bodi si starostno, kakorkoli že. Nekaj zaposlenih se je odločilo, da bo vzelo premijo konec leta, odprlo SP in nadaljevalo samostojno pot, ker nimajo pač pogojev. Nekaj zaposlenih je pa takšnih, ki smo premladi
kakorkoli že, imamo premalo delovne dobe in bomo po letu 19 iskali neko drugo ustrezno rešitev. Tako. Se pa mogoče obeta pri turistični sferi oziroma pri tem, da bi se površine za turistične namene uporabljale. Morda tu obeta kakšno delovno mesto? Ja, vsekakor. Zdaj, če se vrnemo na ta program zapiranja, malo v kontekstu, da povem, se pravi, kadrovski del je zaključen, banke so poravnane, ekološko-prostorska sanacija se pospešeno vrši in zdaj se bomo v tem letu fokusirali, kaj po letu 2018, oziroma kaj s 1.1.2019. Ta datum je nekako presečni in ga ta zakon ni definiral. No? Oziroma zakon je enostavno predvidel, da se 31.12. zadeva ugasne, kot bi pritisnili stikalo. Sedaj tako enostavno ne gre. Ne? Jaz verjamem, da so imeli pisci zakona takrat leta 2013 dobre namene, mudilo se je in so pozabili na določene segmente. Eden izmed teh je tudi sedaj, kaj s površinami, kaj z monitoringom. Mi vemo, da jama je res, da je zaprta, ni skopavanja že od leta 2012 do 2013. Vhodi jamski se zapirajo, vse to, ampak jama diha in rudarska zakonodaja je predvidela te monitoringe. Da se pa rudnik zapre, pademo ven iz rudarske zakonodaje in bo potrebno v tem segmentu nekaj narediti. In ko ste omenili ta bodi si kulturna dediščina, bodi si turizem, pripravili se bodo programi tako za monitoring kot kulturno dediščino in jaz sem prepričan, da v tem segmentu ohranjanja kulturne dediščine bodo tudi kakšne zaposlitve. Videti moramo, da mi izvajamo, oziroma preko Zasavca, tega tednika, kakorkoli društva, jamatloni so tukaj, potem je tukaj tako letni kot zimski, maratoni, mi imamo tukaj Perkmanličeve pohode skozi celo leto. In odzivi so kar odlični, so odzivi so odlični in seveda vse to pa ima za posledico, ti rabiš nekoga, ki to vodi, rabiš nenazadnje tudi reševalce, če slučajno pride do kakšnih poškodb. In vse te zadeve bo potrebno v tem letu doreči, kaj s 1.1. In kot sem omenil, si ne predstavljam, da bi nekdo lahko samo pritisnil stikalo in to zadevo zaključil. Tako, vzdrževati je tudi treba, Poleg tega, da bo potrebno vzdrževati, vi veste, da je tle v jami je ogromno vode, Nenazadnje, približno 6 km jame bo ostalo odprte za te prireditve, kot sem omenil. Se pravi, ljudje, ki poznajo, se pravi Trbovlje-Ajzer, Hrastnik center in pa seveda separacija. To je ta trikotnik, ki ostane odprt in tudi povezan. Tudi glavni stok vode je skozi separacijo in v Savo. Vse to je potrebno nadzirati, nenazadnje tudi čistiti te kanalete. In te zadeve pa niso dorečene. Kaj s tem po 31.12.2018. In seveda najlažje je, to pade definitivno na državo. Ampak kdo bo zdaj skrbel? Nekdo bo mogel tudi, če pade to na državo, skrbeti. In to rešitev moramo nekako do sredi ali pa do konca junija pripraviti, projektno predstaviti našim lastnikom, tako SDH-ju kot ministru za infrastrukturo in potem do konca leta to rešitev tudi sprejeti. Tudi v sodelovanju z občino, s kakšnimi podjetji, kulturnimi ustanovami? Ja, vsekakor, kar se tiče te kulturne dediščine, mi že sedaj sodelujemo z Delavskim domom Trbovlje, odlično z društvom Perkmandelc. To so vse ustanove, ki skrbijo za to, da bo to rudarjenje na takšen drugačen način ostalo kot muzej, kot kulturna dediščina za naše naslednike, naše zanamce, da bo sploh vedeli, da je na tem področju nekoč bilo rudarjenje in kot vedno poudarim, brez rudarjenja tudi ne bi bilo Zasavja na zemljevidu Slovenije danes. Tako je. Kaj pa s to opremo, ki se je uporabljala v rudniku? Se jo je dovolj ohranilo, mogoče restauriralo? Tule Kisovški muzej je kar dobro opremljen. Ja, opremo že moji predhodniki so poskrbeli, Zagorje rudnik se je zaprl prej, so poskrbeli, da je del te opreme ostal kot muzejski eksponati, tukaj se je zelo lepo urejeno. Nekaj se v Delavskem domu tudi restauriralo že, Mi pa zdaj
bomo pripravili tudi del te opreme tako za muzejski del Hrastnika, kot tudi Trbovelj. Ne. Če pogledamo primer Trbovelj, imamo recimo Terezija rov, ti jamski vhodi so tudi kot nek industrijska kulturna dediščina, potem za industrijski turizem. Tam je recimo mašina, je vagonček, ne, in je to recimo za videti. Ne. In v tem kontekstu bomo tudi nadaljevali. Tista oprema, ki je pa še uporabna, je pa seveda v prodaji in moram tudi povedati, da se prodaja uspešno vrši. Nekaj v naše južne te republike, nekaj tudi na Poljsko. Predvsem gre za zelo specifično opremo, rudniško, ne, Tako, ki jo lahko delujočo prodajaš še, ne? delujočo, ki jo pač seveda prodaš še v delujoče rudnike. Tako, in te opreme je bilo kar dosti še? Ja, mi imamo z mojim prihodom nekje prodaja te opreme in premoženja vsako leto preseže 1 milijon evrov. Letos oziroma lansko leto, zdaj govorimo o rezultatu za 17, ne, preko 1 300 000 evrov, kar je, lahko rečemo, zelo uspešno, kot smo omenili, ker gre za zelo specifično opremo. Ne. To je rudarska oprema, ki jo lahko prodaš samo na rudarskem trgu. Za določene prodaje se pa še dogovarjate? Ja, prodaja teče naprej, bo tekla tudi v tem letu. Glede na to, da smo precej premoženja že prodali, je naš cilj letos prodati za približno 500 000 evrov premoženja. Kaj pa je s samimi površinami? Mogoče potem kakšen dolgoročni cilj, kako naj bi okolica izgledala? Mogoče že kakšne ideje padajo? Ja, mi se nekako povezujemo z občinami, tako Trbovelj kot Hrastnik. Ti občinski prostorski načrti predvidevajo, recimo na območju Trbovelj, te rekreativne površine. V letošnjem letu je ena glavnih projektov je vzpostavitev bajerja, če govorimo po domače, bo pa to sedaljnik teh zalednih meteornih voda, ker vemo, da Trboveljčani kar pogrešajo ta bajer oziroma ribnik, kjer so se družili v preteklosti. Ne. No, letos smo se končno po vseh teh letih odločili, da pač zagrizemo to in do konca leta poskušamo ta usedalnik uradno tudi postaviti, zrealizirati. No. Tako da to je ena, se pravi, druga so te rekreativne površine. Ne. Res pa je, da je RTH tukaj omejen sredstvi, pod veliko to podarim, ne. Mi lahko površine samo saniramo, ne moramo pa recimo neke razsvetljave, kolesarske steze, kakorkoli že, tega pa RTH ne sme. Ne. Tako da tukaj so pa potem na potezi občine, da poskušajo one zagotoviti neka sredstva in skupaj z nami, ne, na tistem delu, ko mi recimo popravimo recimo cesto, one recimo priključijo zraven kolesarsko pot, ne, ali pa peš pot. Ne. Tako, torej sodelovanje. Sodelovanje, ja, z občinami je nujno potrebno in v letu 2017 lahko trdim, da je bilo res zgledno. Tako, na tej točki bova za nekaj časa se ustavila in se vrnemo po oglasih. Spet ni več pametnega po televiziji. Jaz porabim hitrejši internet, ker tale toliko počas loada. Dragi, spet ne dela telefon, jaz ga porabim. Ok, pa najbolj, da naročimo enega Evaja Trojčka, ne? Bo kar takoj poklical. EVJ Trojček, najboljša izbira za vso družino. Internet, televizija in telefonija na enem mestu. EVJ. Kdor prej pride, prej pomaga. Hitra in učinkovita avtomobilska asistenca s prijavo asistenčnega primera tudi prek aplikacije. Zavarovalnica Triglav. Smo že nazaj, pogovarjamo se z direktorjem RTH-ja, dr. Janezom Žlakom. Zanima me predvsem to, RTH je bil lastnik večjih nepremičnin, je še vedno. V teh nepremičninah pa delujejo razni klubi, društva in tako naprej. Kakšna posledica bo potem
ko bo prišel 1.1.2019? Ja, zanimivo vprašanje. Ne? Veste, da vse te državne družbe, firme, kakorkoli, so v veliki meri pripomogle tudi k delovanju društev, ne? Športnih, kulturnih. In to se bo društvom sigurno poznalo. Ne? Zaključek, in jaz vedno poudarim, da ko se ti giganti zapirajo, ne, od cementarne, elektrarne, pustimo še prej strojna, mehanka, karkoli že, ne. To se pozna tudi na športu, to se pozna tudi na kulturi, ne. To moramo biti pošteni. In tudi, ko bo rudnik zaprl svoja vrata, ne, bo to tudi imelo neko posledico. No. Zdaj, mi se pogovarjamo, da bi ta premoženje, te stavbe, ne vem, površine, teniške, ne vem, površine za kinološka društva, ki jih ima v lasti RTH, na takšen ali drugačen način prišle na ta društva. Ne. Bodi si preko občine, ampak v tem trenutku je to nemogoče, kajti RTH mora ta premoženje odprodajati. Ne. Jaz vedno poudarim, ne, nimam jaz kot Janez Žlak težav to nekomu dati, ne, ampak kot direktor družbe sem pa tudi kazensko odgovoren, če bi karkoli tazga počel, tako da mi zaenkrat ta zemljišča, te stavbe prodajamo, imamo pa nek tih dogovor, da ta prodaja ni intenzivna, počakamo in konec leta, recimo, ko bo zakon končan, potem premoženje, ki ostane, gre nekako po zakonodaji na državo, država pa potem lahko to premoženje ne prenese bodi si na občine, ne, občine pa potem na društva. Tako da jaz verjamem, da se bo tle najdel nek posluh, tako na državi, seveda zopet v sodelovanju občina, rudnik, država, ne, da se bo najdel nek posluh in bo ta društva pač imela v lasti oziroma v najemu, kakorkoli že naprej. Ne. Bo pa drug problem, ne. Tu so neki stroški, ogrevanje, elektrika, voda, komunale, smeti, ne nazadnje tukaj za davek, za stavbno zemljišče. Ne. Ogromno stvari, zaprtje ne take firme, ne, potegne za seboj, ne, ki jih mogoče v tem trenutku ne, še ni videti, ne, se bodo pa kasneje pokazale kot zelo pomembne za delovanje teh društev. Tako, torej tudi društva bodo občutila to zapiranje. Kaj pa nasploh okolica? Zasavje je znano kot rudarska regija, pa vendarle Zagorje je svoj rudnik že zaključil, ima tudi drugačen videz že naven. Trbovlje, Hrastnik, to se počasi poslavlja. So ljudje nostalgični, so mogoče slabe volje ali gledajo naprej, gledajo v razvoj, v nova podjetja, v novo tehnologijo, ki se pravzaprav poraja v regiji? Ja, vsekakor. Peščica recimo ljudi se še vedno ne zaveda, da je recimo rudnik zaključen, koliko se ni zavedalo. Ne verjamejo? Ne verjamejo, enostavno ne verjamejo, živijo po domači nekem svojem svetu, ne. Ampak teh je res malo, ne. Tisti, ki so najbolj vpeti v rudnik, tudi podizvajalci, ki izvajajo neke storitve, čiščenje prostorov, ne vem, informacijsko tehnologijo, ZRC recimo, ne. Tisti, ki smo zaposleni, ne, pa se zavedamo, ne, da je zgodba končana. Ne. Zgodba je bila končana že leta 2000. Mislim, da se je prvič sprejel zakon oziroma se je pač o tem začelo razpravljati, oziroma je sprejel nek sklep, zakon o zaprtju in tisti pa vemo, da je zadeva končana. Ne. In se počasi pripravljamo na neke nove zgodbe. Ne. Mladina pa je verjetno že preklopila in če vidite, deve so da mi vedno primerne, potem damo te start-upi, ki so pa že preklopili, ne, in niso, bom rekel, toliko vezani na rudnik. Ne. Ampak če se vrnemo naprej, ali je kakšna nostalgija, kakorkoli že, več kot 214 let je letos, ne, bo, ker je ta izkopavanje premoga, ne, v tem Zasavju, Trbovljah in to je dolga doba. Ne. In težko je kar narediti preklop in Trbovlje oziroma Hrastnik, za Trbovlje lahko 100% trdim, Trbovlje še ni na najnižji točki, ne, ker še vedno rudnik se zapira, imamo pogodbe s podizvajalci, ne,
kajti svojih ljudi nima več dovolj. In se pravi, je vezano to na Trbovlje oziroma na Zasavje. Ne nazadnje te vse sanacije, ki jih delamo, dobijo v večini primerov delo lokalni izvajalci. Sicer so razpisi, ampak kar v veliki primerju na razpisih tudi zmagajo. Tudi to delo, tudi ta denar, ki ga zdaj države dobimo, ostane torej tukaj. In tudi to se bo poznalo. In jaz pravim to v prejšnjih intervjujih, da Trbovlje bo na tleh nekje 3 do 5 let po dokončnem zaprtju rudnika oziroma po končanju zakona, tam naprej 3, 4, 5 let, potem bo Trbovlje dosegel najnižjo točko, v tam naprej se bomo pa pobrali. Se pa bomo, ker smo Trbovčani, Zasavčani, smo trmasti, ljudje znamo, tudi vedno poudarim, in se bomo, in zametki so že v teh manjših podjetjih, ki nekako prodirajo tudi v svetovnem merilu na trgu. Pa zakaj menite, da je potrebno, da bo prišlo do tako nizke točke? Bi se moralo že prej kaj začeti dogajati, da bi usporedno s tem, da gre rudnik počasi navzdol oziroma da se zapira, da bi se moralo na drugem področju nekje pobirati, da ne bi tako občutili. Ja, to je pa narava ljudi, nas vseh. Tudi sam nisem izjema takšna, da ko so recimo sprejeli zakon o zapiranju rudnika ali pa ko je bil recimo nekako sprejeta likvidacija termoelektrarne, vsi ljudje niso verjeli. Takrat v tistem trenutku, ko je bilo to sprejeto, mislim, verjamem, da 90% ljudi ni verjeli, da je to res. Potem z leti se je to nekako ta miselnost obrla, ampak moja generacija ali pa mogoče generacija, ki je starejša kot jaz, te zadeve nisi mogel prepričati, da je to res. Poleg tega so vsi nekako skozi svoje kalkulacije nekako prišli do izračuna, pa se mi bomo v penzionu, mi bomo upokojeni takrat, oni bojo pa že nekako. Tako da prvi preskok je nastopil v tistem trenutku, ko recimo te firme niso več zaposlevale. Če nisi šel v šolo, si delal v rudniku, če si šel v šolo, si izbral strojno, si izbral elektrarno, cementarno, kakorkoli. Ali si šel pa tudi v Ljubljano že takrat, ampak dosti je bilo služb. In dokler je bilo ta zaposlovanje, ni bilo tega preskoka. Potem je pa v tistem trenutku nastopil pa šok, Madonna, zdaj pa ni več, in so se mladi začeli prestrukturirati oziroma preusmirjati. In danes, če pogledamo, ogromno mladih se že vozi, ta številka se bo pa še povečala, tako kot sem omenil, 3 do 5 letih sigurno. Pa ta fluktuacija oziroma življenje, če pogledamo Trbovlje, sem že povedal, imeli smo jih 20 000, 10-15 let nazaj, zdaj nas je nekaj čez 16 000, pa 16 700, in že za Gorje mislim, da po številu prebivalcev presega občino Trbovlje. Tako da tu so te zgodbe in ta generacija to ne bo preklopila, kot sem prej omenil, se pravi starejši od 50 ali pa 55 naprej, nekako tudi vidijo, bom rekel, to socialno varnost preko upokojevanja. Mlada generacija, ki pa prihaja, je pa to preklopila in bo vsekakor šla v druge vode. Pa menite, da se bo nadaljevalo odseljevanje ali je možnost za razvoj tu v sami regiji, v samih Trbovljah, da bodo videli potencial, ustanovitev podjetja ali pa kakšno dodatno dejavnost za priključitev tem, ki že obstajajo? Ja, to bi zdaj težko rekel. Jaz mislim, da odseljevanje bo še, tako kot sem prej omenil, definitivno bo še. Mislim, da bi občina mogla tukaj več spodbud, z zemljišči, s komerkoli, daš nekomu najemniku, 10 let za ston, komerkoli. Obstajajo neke te operativni triki, s katerim se da, vendar pa mislim, da mladi bodo še odhajali. Predvsem tudi z tega vidika, da se v teh Trbovljah v Zasavju ne dogaja veliko. Če pogledam za Gorje, imate te novoletne prireditve, logično je, da je samo v enem kraju v Zasavju, da je bilo to v 2-3 mesecih na isti čas, je nesmisel. Pa tukaj je že tradicija. Takih prireditev recimo jih je premalo. In mladi mislim, da stremijo k temu življenju, bom rekel, zvečer po 11 uri. V Trbovljah, v Zasavju greš 6 uri zvečer, zdaj je tema
ne vidiš skoraj nobenega več. Ne. Tako da mislim, da z tega vidika mladi bodo odhajali, je pa vsekakor priložnost v teh Trboveljah, ne, za neke druge tehnologije. Zdaj v tem trenutku bi težko rekel kaj, ne, ampak vsekakor je priložnost, ne. Mi bomo recimo pripravili industrijsko cono na območju separacije, bo zanimiva, 10.000 kvadratov, kaj se bo tam dogajalo, ne vem. Elektrarna recimo je nazaj nekako zaživela, če pogledamo, ni več v likvidaciji, normalno delujoča družba, z vidika ohranjanja energetske lokacije, res pa je, da se energetska lokacija ohranja že 10 let, pa ni nič, ne, ali pa še več. Tako da na tem področju imamo potencial, imamo prostor, res pa je, da bo treba v glavah to miselnost spremeniti. Tukaj sem prepričan, da nekaj časa te tako imenovane težke industrije pa ne bo več. Ne. Kaj pa menite o navezavi Trbovlje na avtocesto? Menite, da bi to lahko spodbudilo, da bi morda še kdo prišel v Trbovlje, ne, da bi, oziroma pa tudi, da bi se podjetja lažje dostopala ta trbovljska iz avtoceste? Ja, ta infrastrukturna povezava, ne, vedno poslušamo, da je rak rana Trbovlj in Zasavja. Pa je samo to? Jaz mislim, da ni samo to. Mi imamo železnico, če pogledamo, imamo dostop preko železnice. Tudi jaz mislim, da bo železniški promet v prihodnosti pomembnejši kot cestni. Ne? Si upam trditi, zato ker pogledajte, kaj imamo zdaj teh kamionov, pogledamo avtocesto, ne? Po Sloveniji, to je absurd. Ne? Tukaj mislim, da bo potrebno na železniškem tem transportu recimo narediti. Tukaj pa ima Zasavje, ne? Trbovlje recimo, ne? Mi imamo nazadnje pretovorno postajo, novo, ne? Na območju elektrarne. Tako da ni samo cestna povezava tista, pa tudi, če pogledamo priključitev, zdaj se zopet govori v teh predorov, ne, Prebold. Ta zgodba je stara 50 in več let. Ne. Dolgo se govori. Zdaj načrta ne poznam, ne, upam sam, da ne bo podoben, ko je zdaj tukaj na Trojanah bil, ne. Veste, ne, ta trojanski klanec je še vedno trojanski klanec, ne. Ti, ko enkrat zapelješ za kamion, ne, ta trojanski predor bi moral biti nižji in priti ven v Brezovec, ne zlakah, konci zlak, če že govorim, da bi imel pravo funkcijo tunela. Ne. Ampak zaradi nekih interesov se to ni naredilo. Jaz upam, da se v Trbovljah, če bo kdaj, ne, ta tunel v Prebold, ta kamorkoli že, se bo pač ta mogoče ideja, sem jo že povedal, ne, mi bi mogli razmišljati o tunelu pod Kumom, ne, in na drugo dolino prijeti, proti Novem mestu, recimo, ampak to je malo v hecu moje pa zares, ampak vsaki teh hecov tudi mogoče neka ideja. Če lahko vsi delajo 50-kilometrska tunela, ne, tam jih znamo Slovenci tudi, verjemte, ne. Sam ne vem, če smo dovolj ambiciozni za to. Pa mislite, da se bo najdla ambicija, našla potem v prihodnosti? Morda ta nova mlada generacija? Ja, nova mlada generacija, ki so bolj pogumni kot mi, dajmo reči, ki imajo neko drugačno vizijo, neko drugačno videnje, ne, na ta svet. Ne. Seveda se bo potem ostal na dveh koncih. Ne. Ena je administracija tej Sloveniji, ne samo Zasavju, ne. Uradniški birokrati, na drugi so pa seveda investitorji, ki morajo videti nek potencial v tem, da se gre v nek tak projekt. Pa za konec spregovorija še o tem, imate vi tudi že kakšne načrte, kaj potem, ko se družba zapre? Osebno se bom zdaj angažiral na polno na tem, da pokažemo lastniku, da pač zakon je bil v redu takrat, ko je bil, imel je precej pomanjkljivosti, ki jih je treba v tem času odpraviti in družbo s 1.1. nekako zapeljati v postopek redne likvidacije, ne, postopoma, leto, dve, in skozi to leto, dve še postoriti stvari, ki jih ta zakon ni predvidel. To je zaenkrat moj kratkoročni cilj, dolgoročni sem pa v skupini zaposlenih, ki nimajo rešitev, jo bomo imeli tam leta 2027-2028, če ne bo nove pokojninske, kar pa verjetno bo, ne. Tako da se nam nekako odmika upokojevanje leto 30 in bo potrebno razmišljati tudi v nekih drugih segmentih, v nekih drugih zaposlitvih. Ali bo to Zasavje, ali bo to ven iz Zasavja, po tem trenutku težko rečem. Torej, novim izzivom naproti? Definitivno novim izzivom naproti, take,
ti dajo tudi tebi kot, ne, ki ga sprejmeš, ne, neko zadovoljstvo, sploh če ga uspešno opraviš. Tako, najlepša hvala za ta pogovor. Do konca leta se bova še kdaj takole usedla. Bomo zelo veseli, če boste se odzvali našemu vabilu. Za danes se vam pa lepo zahvaljujem. Hvala tudi vam in pa seveda se bom odzval z veseljem. Hvala lepa. Hvala, drage gledalke in dragi gledalci, za vašo pozornost in nasvidenje. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.